Lepo pozdravljam vse prijatelje pred televizijskimi ekrani in pričel bi z tole mislijo. Res, kar premorem, o Mati Marija, ljubim te, zato gori mi srce. Veš, kaj želim od Devica Marija? Vsi naj te ljubijo, z malo časte, da lažje k Jezusu pridemo. Najtopleje pozdravljam mariborskega pomožnega škofa, doktorja Jožefa Smeja. Bog daj, prejel sem ogromno pisem, da bi prišli v našo oddajo in to željo vam sedaj, dragi gledalci, oddaje Poti tudi izpolnjujem. Dobrodošli, gospod škof, v naši oddaji Pot poti in vas prav lepo pozdravljam. Bog daj. Bog daj. Morda bi za naše gledalce naredili en oris vaše življenjske poti do škofa in vam kar predajam besedo. Prosim. Torej, hvala za besedo. Rojen sem v Bogojini, odkar je tam Plečnikova cerkev, ki jo je moj krstitelj Ivan Baša dal zidati, je postala Bogojina nekako bolj slavna. Leži pa tam, kjer se Dolinsko stika že z Goričkim. Kakor veste, je Prekmurje razdeljeno nekako na 3 dele. Ravensko, okrog Murske Sobote, Tivščina, Cankova, Ravensko, potem Dolinsko, to je Beltinci, Turnišče, Črensovci in pa Goričko, naprej nekako od Suhega vrha Kančevci. Tako se da Bogojina ravno na obronku, ko se začenja spenjati Goričko, tam leži Bogojina, znana s svojo cerkvijo, ki je Plečnik združil, torej staro cerkev, srednjeveško, ki gleda proti vzhodu, srednjeveško cerkev Svete Trojice je združil, tako da je novo ohranil staro cerkev, novo pa je postavil proti severu. V 18. stoletju so preimenovali titel, naslov cerkve, prej je bila Bogojini cerkev Svete Trojice, potem pa v 18. stoletju pa cerkev Gospodovega vnebohoda. Bogojina nekoč, lahko rečem, polno zasedena vas. Ko nas je bilo otrok veliko, smo se igrali lahko na cesti, na ulici, ker ni bilo avtov. Sedaj pa žal Bogojina izumira. Skoraj vsaka 3. hiša je že prazna, ker mladi, ko enkrat doštudirajo, odidejo v mesta, bodisi v Ljubljano ali Mursko Soboto. Kako vas je potem pot vodila v ta lep duhovniški poklic duhovnika, škofa? Morda, da obudimo spomine na kratko. Duhovniški poklic je karizma, je dar, je izmoljen. Vsak duhovniški poklic ali redovniški duhovni poklic je izmoljen. Nekdo ga je izmolil, nekdo ga je izprosil od Gospoda Boga, ker je rečeno v Evangeliju: žetev je velika, delavcev pa malo. Tako je dejal tudi Jezus Kristus, ko je rekel: prosite Gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Žetev v Svetem pismu pravzaprav pomeni sodni dan, kakor tudi trgatev, ko se potrga grozdje, žetev, ko se požanje žito, pšenica, pomeni pravzaprav sodni dan. Se pravi, da bi naj verno ljudstvo izprosilo nove duhovne poklice, predvsem duhovnike, da bi nekako Božje ljudstvo pripravili, da bi bili dobra pšenica za večna domovališča, ne pa ljulka za ogenj. To je poklic duhovnikov. Kdo je izmolil moj poklic, je pravzaprav skrbnost. Lahko pa rečem, da je bila to moja teta,
se pravi starejša sestra od mojega očeta, Magdalena Smej, neporočena, vse življenje neporočena, služila je takrat na župnišču pri župniku Baši, rada je prepevala cerkvene pesmi že pred mašo, lahko rečem pol ure pred mašo je že prepevala. Morda mi je ona izprosila duhovniški poklic, ker se spominjam, ko sem bil dijak v Murski Soboti na državni ravni gimnaziji in sem se s kolesom vozil iz Bogojina 12 km v Mursko Soboto in spet 12 km nazaj. Sem bil utrujen recimo meseca oktobra, ko smo imeli pouk v gimnaziji tudi popoldne. In sem bil utrujen, pa kljub temu nas je Magdalena, torej moja teta, zbrala otroke, da smo molili rožni venec. Menim torej, da je ona izprosila moj duhovniški poklic. Seveda, začel sem teologijo na Visoki bogoslovni šoli, tukaj v Mariboru, leta 1940-41, potem, ko sem po maturi en mesec bil vpisan na medicini, takrat kralja Aleksandra v Ljubljani, pa sem presedlal po enem mesecu na Visoko bogoslovno šolo semkaj v Maribor. Po enem letu, pravzaprav kratkem letu, meseca, torej 1. aprila, nas je direktor bogoslovja, dr. Alojz Oster, poslal domov, ker je rekel, vojna bo, in res 6. aprila so potem že vdrli Nemci leta 1941 v Maribor. Mi, Prekmurci, smo se umaknili v Prekmurje, drugi pa vsak na svoj dom. Potem smo lahko nadaljevali med vojno, hvala Bogu, da smo lahko nadaljevali bogoslovne študije Prekmurci v Sombatelu, to je škofijsko mesto od Marije Terezije naprej. Tako da sem med vojno lahko študiral teologijo v Sombatelu, čeprav je mesto Sombatel bilo tudi večkrat bombardirano. Moj brat, starejši 2 leti, pa so ga Madžari takoj, ko so zasedli Prekmurje leta 1941, poslali najprej na neko vojaško izobrazbo v Zalaegerszeg, potem pa je moral iti na fronto. Do leta 1943 je pisal pisma domov, potem pa naenkrat prenehal pisati. Najbrž je tam od kake bolezni, od griže, mora biti tam umrl v Rusiji, ne vemo. Pravim, potem vas je verjetno pot vodila do pomožnega mariborskega škofa in tako ste pravzaprav veliko dobrega. Torej, da vas prekinemo, prostite, torej do škofa je pa prišlo tako. Jaz sem bil torej najprej kaplan v Turnišču, potem v Murski Soboti, tam sem postal tudi potem župnik, dekan in nekega poletnega dne meseca julija 1969 grem po mestu Mariboru, pa me sreča na ulici mariborski lavantinski škof, dr. Maksimilijan Držečnik. Tudi njegovo sliko bom vesel, če boste lahko posneli. Z veseljem bomo jo pokazali. Ja. Pa mi pravi takole, ali ne bi vi prišli malo k meni. Pa sem si mislil, ali so me moji župljani v Murski Soboti kaj zatožili škofu, da me sedaj vabi k sebi. Ko sem prišel v njegovo sobo, me je vprašal, to je prišlo kakor strela z jasnega,
ali hočem priti iz Murske Sobote za stolnega kanonika v Maribor. Vprašanje res, ponavljam, kakor strela z jasnega, nikoli na to nisem pomislil. Nič mi ni manjkalo v Murski Soboti, tam sem imel na župnišču svojega očeta pa mater. Pa sem rekel gospodu škofu, dajte mi čas 2 tedna, da si premislim. No, čez 2 tedna sem potem le prišel v Maribor in mu rekel, da privolim, ker mi je nekdo povedal tole. Škof Držečnik ne bo nič žalosten, če bom rekel ne, da ostanem v Murski Soboti, vendar pravi, nekaj pa bo v njegovem srcu nekaj ostalo. Sem pa privolil in tako sem potem prišel sem kaj za stolnega kanonika. Potem, ko je umrl stolni prošt, dr. Josip Meško, me je škof imenoval za stolnega prošta, potem tudi za ravnatelja pisarne. Ko je pa postal mariborski škof, sedanji torej nadškof, dr. Franc Kramberger, me je čez 2 leti potem, ko je on bil že škof, nekako nekega večera rekel, če ne bi bil hotel jaz biti pomožni škof. Pa sem rekel, nisem vreden. No in potem so pa res poizvedovali in sem tako potem postal mariborski pomožni škof, imenoval me je pa sedaj božji služabnik, že Janez Pavel II. Papež, sedaj pokojni. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti. Tukaj v roki imam eno knjigo, ki je napisal pomožni mariborski škof Jožef Smej, Kaplja na vetru, in če dovolite, vam bom tudi nekaj prebral. Kristovi materi je rožnem vencu. Slišali bomo magistrale sonetnemu vencu. Kako si lepa ti nebeška mati, resnično, tvoja slava je velika. Ime rad tvoje truden romar sklika. Saj ti si vrata, ki so odprla raj zlati. Tedaj, ko neha sonce to sijati, oblaki smrti zagornov bolnika, v srcu prineseš mu odrešenika in duša nima se česar bati. Morda bi deter mater pozabilo, a ti ne moreš zabiti človeka. Tako srce je namreč tvoje milo, edino naše upanje od veka. Radostno se je v tebi izpolnilo. Iz tebe milost zdaj še k nam priteka. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti in sedaj bomo gospoda škofa, doktorja Jožefa Smeja prosili, da nam morda poda 2-3 besede ob njegovi knjigi, o 85. življenjskem jubileju in kje se da dobiti, in prosim. Proti moji volji so natisnili v Murski Soboti knjigo, ki je podobna misalomašni knjigi, tehta 3,5 kile, 800 strani, z mnogimi fotografijami in slikami. Torej, proti moji volji je bila sestavljena ta knjiga. Išla je v 3000 izvodih, založila je
Župnijski urad Murske Sobote je založil 3000 izvodov in to sedaj seveda je na voljo, da lahko plačamo tiskarno, po župnijah nekako ponudi vernikom to knjigo, da ne bi ostala v skladišču po 50 evrov, seveda dobi se v Murski Soboti, torej na župnišču v Murski Soboti. Ponavljam, proti moji volji je šla ta knjiga lansko leto ob mojem 85. življenjskem milniku. Milnik, to so tisti kamni ob poti, ko so imeli Rimljani. To je bilo lansko leto 15. februarja, ko sem izpolnil 85 let življenja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijatelji pred televizijskimi ekrani oddaje Pot poti in sedaj bo mariborski pomožni škof dr. Jožef Sler, ga bomo prosili, da bo samo za gledalce oddaje Pot poti prebral kakšno njegovo pesem. Prosim, gospod škof. Torej v knjigi, vprašali ste me v Bogojini, naj prebram iz te svoje knjige, Psalmi vaškega župnika, en odstavek glede Bogojine, ki se takole glasi. Bogojina, starodavna župnija. Nekateri so jo čez mero poveličevali, Bogojino. Naj navedem samo nekaj rečenic, ki so krožile o Bogojini. Sijaj stvarjenskega se dne izgubil v sivi ni davnini. Če sploh ustal je kje, ustal je Bogojini. Kaj sploh ti bo zadosti, če malo ti je Bogojina. Hvala lepo, gospod škof. Ste skromni in ljudje vas imajo zelo radi. Kaj je tisto, da znate vsakega človeka nagovoriti? Morda bi še dodal, da ste leta 2003 ste bili osebnost leta v Murski Soboti. To drži? Da me imajo ljudje radi, to pravzaprav začudem. Slišim, lahko rečem, iz vaših ust prvikrat. Veste tako, ljudje lahko imajo koga radi, bodi si res iz srca, ali pa mora biti tudi, da se ne bi zamerili. Zanimivo je to v človeku nekako psihološko, da vsak človek je meni, recimo na prvi pogled, lahko simpatičen, drugi pa ne. Pa bi recimo tisti človek prav nič nečesar ni storil. Nekako je to v psihi vsakega človeka, pa ne, da bi ga zaradi tega manj cenil. Ampak zanimivo je, na prvi pogled je meni recimo nekdo simpatičen, drugi ne. Tako je morda tudi z menoj. Torej, imeti radi človeka. To je, lahko rečemo, relativno. Bil sem pa res leta 2003 v Prekmurju, torej nekako, kot ste rekli, takrat osebnost leta. Zakaj? Ker sem prejšnja leta bil zmeraj na drugem mestu. Torej, prvi je bil Milan Kučan, kakor se tudi spodobi, ker je pač Prekmurec, poznam ga od mladih let. On je bil nekako zmeraj prva osebnost, drugi takoj pa sem bil jaz. Zato so nekako potem dali tudi mene, kako bo rekel, hrvaško silom prilika za osebnost leta 2003. Vendar v srcu odkrito povem, da so mnogi bolj zaslužni, da bi bili recimo osebnost takrat 2003. Še vedno ste zelo aktivni, kako vam to uspeva, še vedno mašujete pri sestrah. Torej, hvala Bogu, veste, vse je Božji dar. Tudi pravzaprav, tudi to je Božji dar, če recimo kdo mlad umre. Tudi to je Božji dar. Če mlad umreš, imaš na pogrebu veliko ljudi. Poglejte, za tistega, ki mlad umre,
lahko rečemo besede Svetega pisma, consumatus in brevi explevit tempora multa. Se pravi, zgodaj je bil použit in vendar je izpolnil mnoga leta. Tudi starost je lahko Božji dar. Če mi je Bog dal recimo starost, mora biti to, da lahko delam pokoro za vse, kar sem storil v življenju, mora biti slabega. Vsi smo grešniki. Sveto pismo pravi tudi pravični pade 7-krat. Če ne v velike grehe, pa v male grehe. Tudi mali grehi ranijo Boga. Čeprav človek v mali grehe lahko ostane v posvečoči milosti Božji. Tako da lahko rečem, starost, Bog mi pomaga, kakor psalm lepo pravi, psalmist lepo pravi, tudi v starosti Gospod Bog me ne zapusti. Etiam senec tutem, ne delinquas me domine. Veste, rad imam psalme, ker sem dolgo časa imel, torej upravljal brevir v latinščini, psalme, in vsak teden je prišlo na vrsto 150 psalmov vseh, tako da potem nekaj človekov stane v latinščini. Kako vi vidite novoustanovljene škofije? Kje so prednosti, povezanosti, morda da so bliže vernikom? Kaj bi vi dejali? Torej, na delitev škofij v Sloveniji se je pripravilo več let. Tako da je potem nuncij vsakega škofa posebej vprašal za mnenje. Tudi mene je takratni nuncij Edmund Farhat vprašal za mnenje. Jaz sem odgovoril odkrito srčno, kakor sem mislil, takole. Nisem za delitev mariborske škofije. Dobro se spomnim, ko so za časa škofa Držečnika hoteli tudi deliti škofijo in narediti škofijo v Celju, takrat je škof Držečnik rekel tole, pa pravi moj priimek Držečnik, moj priimek že kaže na to, drži skupaj. Ko smo s tako težavo, recimo lavantinsko škofijo nekako spravili skupaj, ker je dolgo časa bilo Prekmurje administratura in prav tako tudi Dragograd, tudi administratura. Tako pravi škof Držečnik, moj priimek drži skupaj. Takrat sem rekel Farhatu, ko sem bil vprašan, ali sem kaj mislim o mariborski škofiji in delitvi. Dejal sem takole, nisem za delitev mariborske škofije. Če pa bo Celje škofija, potem sem pa toliko rojak navezan na Mursko Soboto, da potem mora biti tudi Murska Sobota škofija, če bo Celje. Kajti velik del svojega življenja sem preživel prav v tem mestu, ki je sedaj postalo škofijsko mesto v Murski Soboti. Se pravi 8 let gimnazij tam v Murski Soboti, potem 21 let dušnega pastirstva v Murski Soboti, v cerkvi svetega Nikolaja, ki je postala sedaj katedralna cerkev. Na ta moj odgovor sem potem dobil pisni odgovor od nuncija Farhata v latinščini, ki se takole glasi, pravi, vse, kar ste vi rekli, se bo upoštevalo, ker sem na koncu rekel, v tem primeru, ko bo Celje škofija, pa Murska Sobota škofija, potem naj postane Maribor metropolija, nadškofija in metropolija. In po Božji previdnosti, Božja previdnost se v svojih sklepih ne moti,
se je tako zgodilo. Lepo. Imam pa še eno vprašanje, kaj narediti, da bi mladi po birmi ne zapuščali več cerkve? Veste, to je neki proces. Nekako mislim takole. Veste, ko je človek še otrok, takrat mu je vera vse sveto. Potem, ko pa pride recimo puberteta in potem še naprej, potem pa nekako, veste, človek v svojem, ne bom rekel napuhu, vendar v svoji prevzetnosti nekako tako misli, da mu vera ni potrebna, da lahko živi tudi brez svete maše nedeljske, da lahko živi tudi brez molitve. Pride to, čeprav od časa do časa vidi cerkev, pa gre v cerkev, pa moli, potem pa pridajo zrela leta, ko se človek zamisli, kakor je lepo rečeno v nekem koncilskem odloku, Sveti Duh bo zmeraj ljudi spodbujal na ta eksistencialna vprašanja. Odkot sem, kam grem, čemu živim, kaj me čaka po smrti. To so bivanjska vprašanja. Sveti Duh vsakega človeka, tako v koncilu, berem v koncilskem odloku, vsakega človeka nekako na ta vprašanja spodbuja oziroma mu v srcu spodbuja ta vprašanja. Čemu trpljenje? Čemu sem rojen jaz? Čemu nisem umrl takoj po smrti? Čemu in tako naprej? Kaj me čaka po smrti? Ta bivanjska vprašanja pridajo človeku v zrelih letih. In takrat, če človek gleda s svojim razumom, potem pa se vrača nekako nazaj. Tako da mislim, vaše vprašanje, da mladi zapuščajo cerkev, se bodo mnogi vrnili na stara leta spet nazaj v cerkev. Zakaj? Veste, ena molitev je, ki jo molimo 3-krat na dan, angelovo češčenje, in tam je molitev: svojo milost Gospod vlij v naša srca. Vlivati. Infunde latinsko. Se pravi, pri krstu se vlije v našo dušo milost. To je gracia infusa, vlita misel, vlita milost, in ta v človeku deluje. Nekaj časa morda miruje, ko je človek krepak, mlad, ko misli, nikoli ne bom umrl. V stara leta pa se tista vsajena, vlita milost spet zbudi v njem in spet išče Boga in cerkev. Tako bo tudi z mnogimi mladimi, razen seveda, če se upirajo Božji milosti. Človek je ustvarjen po Božji podobi, se pravi, da ima razum in svobodno voljo. Bog nima rad robotov, Bog hoče, da ga svobodno ljubimo. Torej, če se mladi, razen če se res upirajo Božji milosti, večinoma pa upam, da se ni moč upirati Božji milosti in bodo mladi spet zahajali v cerkev, ko bodo v mojih letih. To ste zdaj zelo lepo povedali. Pa tudi mladi se dostikrat vprašajo, zakaj pravzaprav so sakramenti potrebni ali niso, pa verjetno so. Torej, ko človek oziroma ko duhovnik sprejme neko važno službo v cerkvi, recimo, ko postane stolni kanonik
ali ko postane recimo sodnik pri Škofijskem cerkvenem sodišču, ali ko postane, preden postane, je posvečen za škofa, mora priseči tako imenovano veroizpoved, kjer je rečeno tole: izpovedujem, da ima ena sveta katoliška apostolska cerkev 7 zakramentov in potem so našteti ti zakramenti. In potem je rečeno, zakramenti, krst, najbolj važen zakrament, ki človeka prerodi v otroka Božjega, birma, potrditev, ki človeka utrdi v veri, rešnje telo, ki hrani, pokora, druga deska rešitve, pokora, sprava, zakrament sprave, pokore, spoved, bolniško maziljenje, potem sveti red obsega diakonat, presbiterat in episkopat. Potem končno še tudi sveti zakon, ki posveti moža in ženo, družinsko posvečenje. Ker je Jezus Kristus postavil te zakramente, lahko rečem, pomagajo človeku k zveličanju. Večkrat si mislim tole. Na zemlji recimo živi, vzemimo 6 milijard ljudi in samo 1 milijarda je kristjanov, katoličanov, pravoslavnih, protestantov, evangeličanov, samo 1 milijarda. Kaj pa onih 5 milijard, ki mogoče jih misionarji ne bodo mogli pokristjaniti ali bodo pogubljeni? To si večkrat mislim. Poglejte, potem si pa mislim takole, če živijo oni po svoji vesti, kakor jim glas vesti, to je glas Božji, če živijo po svoji vesti in delajo po svoji vesti, se bodo zveličali tudi brez zakramentov. Lažje pa se človek zveliča, če je krščen, če prejema sveto opalilo, ki je dušna hrana. Mislim, da sem odgovoril na to vaše vprašanje. Zelo lepo. Za konec bi vas pa, gospod Škof, prosil za kakšno spodbudo za naše gledalce, misel. Menim, da je vsaka moja beseda do sedaj bila spodbuda. Kaj naj bi mi rekel? Veste, ko smo bili pred kratkim v Rimu na uradnem obisku, ki se imenuje Ad limina apostolorum, se pravi obisk grobov svetega Petra in Pavla v Rimu, so nas takrat sprejemale različne kongregacije. To so združenja kardinalov, škofov, duhovnikov, ki imajo to nalogo, da potem poročajo papežu, svetemu očetu, kar spada v njihov predel. No, tam sem v Rimu, sem potem slišal, ko smo bili sprejeti v papeški svet, nas je sprejel svet za medije, mass media, televizija, radio. No in tam sem hotel tam povedati, pa nekako ni bilo časa, tole, kar velja, kot ste me vprašali, vašim gledalcem. Poglejte, ali poslušalcem, poglejte samo, kar je kardinal Schönbrunn, ko je imel duhovne vaje, rekel, duhovne vaje za svetega očeta in kardinale. To je povedal. Je eno število v Apokalipsi, v Razodetju, Razodetje je zadnja knjiga Svetega pisma Nove zaveze, v Razodetju je število 666. 666. To je skrivnostno število. In zanimivo, ravno ta kanon
zakonika cerkvenega prava, ki ima to število 666, prav ta kanon svari vse, da naj ne bi gledali oddaj, oprostite, pornografskih oddaj, ki nekako škodujejo duši. Kajti poglejte, v Svetem pismu beremo, smrt je prelezla skozi okna, skozi oči, pogled. Pogled lahko potem, pogled na stvari, ki jih sramežljivost, to je tudi dar Božji, Novi katekizem pravi, ki jih sramežljivost nekako brani. Torej, to bi rad gledalcem pogledal. Naj gledajo le poštene oddaje. To bi jim rad povedal, ker ravno kanon zakonika cerkvenega prava, ki ima tisto skrivnostno število iz Svetega pisma in razodetja, ravno svari pred takimi oddajami, ki jih človeško pošteno oko ne bi smelo gledati. To ste nam zelo lepo, gospod Škof, povedali, kajti velikokrat segamo po knjigah, po literaturi, po televiziji, časopisih, ko dosti stvari ni primernih. V svojem imenu in v imenu televizije in v imenu vseh gledalcev v Sloveniji in tiste v tujini, ki nas spremljajo preko svetovnega spleta, se vam iz srca zahvaljujem za pogovor. Beseda hvala je premalo in naj vam bo Bog, bogat plačnik v večnosti, za vse to, kar ste storili malemu človeku, res Bog kloni. Spoštovane gledalke in gledalci, zahvaljujem se vam za pozornost in molimo za svoje duhovnike, kajti po njihovih rokah prihaja k nam Jezus. Lepo pozdravljeni in z Bogom do naslednjega svidenja v oddaji Pot poti. Nasvidenje.